Ja, prav lepo pozdravljeni vsi skupaj, vi, ki ste tukaj zbrani, pa še tisti, ki bodo lahko temule sledili pač preko Zooma. To se pravi, v okviru te naše širše teme letošnje Duhovne akademije, vabilo k miru, o miru. V to smo pač vključili tudi kot eno od tem škofjeloški pasijon. In za začetek najprej toliko predstavim pravzaprav. Tu s sabo imam jaz namreč tudi faksimile loškega pasijona. Faksimile je bil objavljen, izdan leta 1972. Tu, glejte, si boste lahko sami potem tudi ogledali, malo polistate po tem pasijonu, kako je, da vidite, kako je pravzaprav izgleda oziroma kako izgleda škofjeloški pasijon. Potem pa še ena stvar, glejte, ko so za predstavo leta 2009 pripravili plakate, potem je pa eden od naših prijateljev nekaj plakatov posebej odbral in je pripravil mape. To, da imam jaz eno takole mapo. In sicer, poglejte, na mapi, to je pa logotip pasijona. Vidite, ozadje je belo, s črno obrobo, potem pa križ in pa trnova krona. Logotip torej pasijona, no in potem je tudi, tukaj so vidite datumi, kdaj so se vrstile predstave v letu 2009. Ja, vidite, takrat, ko smo mi razmišljali o tem, kakšna naj bo tematika letošnje Duhovne akademije, smo se ustavili pri vprašanju miru in se pogovarjali, kako naj mi to razvrstimo, kaj vse naj bi prišlo v poštev, kakšne teme, pod kakšnimi vidiki naj bi pristopali k tem vprašanjem. In je bilo pravzaprav dokaj hitro jasno, da je najbolj prav, če za začetek, za izhodišče, vzamemo Božjo besedo. Božjo besedo, kakor jo mi najdemo v Svetem pismu. In je bilo takoj dogovorjeno, da naš kolega Jože Krašovec spregovori o svetopisenskem pojmovanju miru. Potem so se pa zvrstili, vi sami to spremljate, ne, razni drugi poudarki, teološki, filozofski. Potem recimo pomemben je bil razmislek o poslanstvu ženske, uresničevanju miru. Potem so sledila vabila k prizadevanju za uresničevanje miru v učenju, v spisih raznih velikih mislecev v cerkvi. Tu so mišljeni predvsem nekateri cerkveni očetje, kot teologi pač, a ne, filozofi in tisti, ki so nam zapustili res pomembne misli tudi glede tega vprašanja. In potem seveda delo za mir v čisto konkretnih okoliščinah in ne nazadnje v današnjem okolju. In če povežemo razmišljanje dveh predavateljev, Toneta Stresa, nadškofa, ki je govoril, on je filozof, ne, o pravični vojni in pravični obrambi, mir kot nasprotje vojne, filozofija miru, in pa tisto razmišljanje, ki bo zadnje na vrsti, se pravi, kolega Ivan Platonjak bo to predaval, pater jezuit, on bo pa sklenil tokratno akademijo z razmišljanjem molitev kot pot do notranjega miru, se pravi, Stres izrazito filozofsko, tu imamo pa potem, bi rekel, čisto izrazito na področju, preidemo na področje čist praktičnega, konkretnega krščanskega življenja. Jasno nam je torej, da je tema našega dela
Daleč od tega, da bi bilo zgolj vprašanje vojne ali miru, ampak je globlje posegal v našo vsakdanjost, v naše medsebojne odnose in še globlje bi lahko rekli v srce človeka. Ko se vedno znova pravzaprav pojavlja vprašanje, ali ta človek živi v miru sam s seboj, v miru z ljudmi okrog sebe, v miru z vsem okoljem, z vso naravo, s celotnim okoljem in seveda v miru z Bogom. V to smo skušali zajeti oziroma skušamo zajemati ta razmišljanja letošnje duhovne akademije. Tokrat, torej Škofjeloški pasijon, kot vabilo miru. Škofjeloška procesija na Veliki petek, procesijo Lokopolitana, kot je tudi imenovana, namreč na viden otipljiv način spregovori o Kristusu in njegovem odrešenskem trpljenju, ter s poudarkom tudi na človeku, ki naj v Kristusu vidi tistega, ki človeku prinaša mir z Bogom, spravo z Bogom in tudi odrešenski mir v človekovem srcu. Eno in drugo, mir z Bogom, mir s samim seboj, z lastno vestjo bi lahko tudi rekli. Naša duhovna zgodovina, slovenska duhovna zgodovina, nam zelo jasno in razločno predstavi celo množico, bi lahko rekli, raznih gibanj, skupin, skupnosti, posameznikov, ki so si močno prizadevali in spodbujali našega človeka, da bi živel v miru z Bogom in z ljudmi, med katerimi živi. Znova in znova se srečujemo s tem. Recimo, če mi pomislimo na tiste najbolj znane, pa tudi, bi lahko človek rekel, najbolj dokumentirane ustanove, njihovo dejavnost. Tu mislim predvsem na te najstarejše opatije na Slovenskem. Recimo benediktinska v Gornjem Gradu 1140, kmalu zatem Stična, pa potem se zvrstijo kartuzije, kar 4 kartuzije so delovale na slovenskih tleh. To so bila vse izhodišča te miselnosti, ki je ljudi spodbujala preprosto k miru, miru z Bogom in miru med seboj. Potem, recimo, za temi starimi monastičnimi ustanovami pride na slovenska tla svojo živo dejavnostjo Frančiškovi manjši bratje. In spet seveda delujejo v tem smislu od 13. stoletja naprej. Potem je treba močno poudariti dejavnost raznih bratovščin, ki jih poznamo prve že v 13. stoletju, predvsem so se pa zelo razširile, številčno so postale zelo, zelo močne, še posebej v 17. pa tudi še v 18. stoletju. To so bile redno združbe vernikov, ki so v skupnih prizadevanjih stremeli po polnejšemu krščanskemu življenju. Ob vsem tem je pa treba poudariti tudi posamezne pobožnosti, ki so imele seveda velik pomen in ga imajo še v našem verskem življenju, našem krščanskem življenju. Tiste, ki so se ustalile pravzaprav že v visokem srednjem veku, dobivali jasno, da različne oblike, tudi različne poudarke, so pa vedno pravzaprav en močan del ali pa vidik tudi naše vernosti. Tu bi mogoče predvsem omenil v prvi vrsti molitev rožnega venca. Glejte, je bilo in je tako, kadarkoli ljudje pridejo skupaj, molijo rožni venec. To je tista molitev, ki pravzaprav prva povezuje potem
ljudi. Potem recimo križev pot od visokega srednjega veka naprej. Pa romarski shodi, tu bi lahko seveda tudi naštevali celo vrsto takih stvari. V takih okoliščinah je treba torej iskati izhodišča za znamenito nabožno dramsko prireditev na Slovenskem Škofjeloški pasijon. Neposredno v ozadju te prireditve je značilna duhovnost Frančiškovih manjših bratov kapucinov, ki so v središče svoje duhovne naravnanosti postavljali vedno znova misel na učlovečenega Boga. V svojem človeškem rojstvu Kristus stopa, pa pravzaprav uporabim izraz, se stopa iz božanske neskončnosti, ponižno se stopa v zemeljsko stvarnost. Postane nebogljeno bitje, odvisno od ljudi, vsem odvisno, dojenček, popolnoma 100% odvisen od mame in ata. To je Božič. In je bil Frančiškovim manjšim bratom vedno zelo blizu. To so skušali posredovati tudi ljudem. Še posebej, vidite, če pomislimo na okoliščine tiste srednjeveške duhovnosti, v kateri se je rodil in odraščal tudi seveda Frančišek. Vidite, za srednjeveško miselnost je bilo tako značilna tista podoba, ki je pravzaprav še izvira iz antične dobe, ampak Kristusa imajo pred seboj kot vsevladarja. Pantokrator, vsevladar. Kristus je vladar vsega stvarstva, vrhovni zakonodajalec. Njemu je vse podvrženo. Kralj, vladar. Vidite, kako je zanimivo, mimogrede, da do visokega srednjega veka križa ne upodabljajo tako kot mi danes. Vidite, tamle je križ, ga vidite, čeprav je bolj majhen, ampak vidite korpus, Kristusovo telo na križu. To se začenja pojavljati oziroma tako predstavljajo križ tam nekje od začetka približno drugega tisočletja, torej po letu 1000 naprej. Predtem samo križ, brez korpusa. In križ vedno predstavljajo, sploh je recimo za grško-rimsko umetnost značilno, ga predstavljajo kot znamenje zmagoslavja. In poglejte, kako je značilno, recimo imam pred seboj Kristusa križanega, je velik kip Kristusa in levo pa desno sta Janez pa Magdalena. To je v Inihenu, stara opatija, nastala je leta 777, se pravi še v prvem tisočletju, tam je ohranjena stara romanska cerkev. No in tale pred oltarjem gora, velik kip Kristusa na križu. In oddaleč vidiš, Kristus ima na križu kraljevsko krono, je kralj. Ali pa recimo, se spomnim take križa, so opatije Engelberg v Švici. Tokle velika statua, Kristus na križu in človek, ko ga vidi od blizu, potem si hitro pozoren. Kristus ima na glavi kraljevsko krono, ne trneve krone, ampak kraljevsko krono in ta krona je bogata, okrašena z rubini. No, poglejte, Frančišek pa to vidi pravzaprav potem še drugače. To je njegova podoba. Ta neskončnost, rekli kraljevska, Kristusova kraljevska neskončnost se stopa. Prihaja dol na zemljo in postane človek, dojenček od vseh odvisen. Skrajna ponižnost neskončnega božanstva. Ponižnost. In ta Kristus, ki postane človek, je Frančišku tako blizu. Še bolj bi pa lahko rekli, kot ob tem, ko Frančišek gleda na učlovečenje Kristusa, še bliže mu je pa
trpeči. Tukaj pri tem izstopata dva vidika. Prvič, Kristus se v svojem trpljenju, v ponižanju, izničenosti, razvrednotenju in nemoči najbolj približa človeku v njegovi človeški majhnosti. Lahko bi rekli čisto po domače, začuti kot Kristus, kot človek, začuti, kaj je bolečina, kaj je trpljenje. Čisto kot človek začuti. Recimo zdaj beremo v teh postnih dneh posamezne odlomke, ki Kristusa predstavijo tudi pod tem vidikom. Na primer, da prav pred kratkim smo brali o Lazarju, kako je Jezus obudi Lazarja. Glejte, Kristus se razjoka tam pred grobom svojega prijatelja Lazarja. Čuti v sebi, kaj pomeni zgubiti človeka, zgubiti prijatelja, kaj je čuti v sebi bolečino slovesa. No in pravim, imamo takih momentov, ali pa vidi recimo mamo, ki spremlja k pogrebu svojega sina, edinorojenca, mama vdova, v srce se mu je zasmilila. Torej, Frančišek vidi, v trpljenju se je Kristus, učlovečeni Bog, se je najbolj približal človeku. Potem pa še drugi vidik Kristusovega trpljenja. To trpljenje je za človeka osvobajajoče. Človeku prinaša spravo z Bogom in z ljudmi. Človeku njegovo razdvojenost, notranjo razdvojenost vnaša mir, spokojnost. Številni asketični spisi, še posebej pa ohranjene pridige in ob tem bogata duhovna literatura, vse to spričuje nenehno navzočnost te duhovne naravnanosti v življenju in pastoralnem delovanju Frančiškovih bratov, patrov kapucinov. Arhiv Škofjeloškega samostana hrani zajetno knjigo vezane rokopisne pridige za nedelje v letu in za nekatere praznike, ter posebej tudi 15 pridig za postni čas patra Ferdinanda iz Ljubljane. On je bil takrat v Škofji Loki, je imel službo rednega pridigarja. Pri vsaki tej pridig je tudi zapisano, kdaj in kje je imel. In je razvidno, da so v tem zvezku pridige iz let 1721 do 26. Prav ta pridigar je namreč čisto neposredno povezan s pasijonsko procesijo na Veliki petek 1722. Postne pridige za to leto je sklenil s pridigo na Veliki petek, s pridigo popoldne, in po tej pridigi se je od kapucinske cerkve po mestu razvila pasijonska procesija. Na začetku te pridige piše, da gre za pridigo Indije Veneris Sancti, torej na Veliki petek 1722 v Škofji Loki. In za temo tudi navaja misel iz knjige Žalostink. O, vi, ki greste mimo po poti, premislite in glejte, ali je kakšna bolečina kakor moja. In tu prihajamo pravzaprav v jedro, duhovno jedro sporočila Škofjeloškega pasijona. Pridigar namreč na slikovit, seveda baročno razgiban, pomislimo, tu je barok pravzaprav na višku, kar cveti, je kar razbohoten, bi lahko rekli. Kako namreč pridigar množico vabi naj živo, neposredno, osebno spremljajo Gospoda od Oljske vode do Kalvarije. Najprej ima obširen uvod, pravi, kako žalostne novice prizadenejo človeka, poslušalca pripravlja na soočenje
s Kristusovim trpljenjem. V izhodišču pripovedi o Gospodovem trpljenju zatrdi, da je Božji sin prišel na svet, da bi prevzel človeško revščino in nase sprejel trpljenje. Ustavi se pri zadnji večeri, pri učencih, pri Mariji, ki žaluje nad Jezusovo usodo, in potem pravi, glejte, če bi mi kdo dal, da bi jaz mogla, tako Marija govori, zate namesto tebe umreti, tako Marija pravi. In potem pridigar opisuje dogajanje v vrtu Getsemani. Dramatičen v svojih besedah. Glejte, kako pridigar pripoveduje. Pravim pa ne pozabimo, da smo s to pridigo v baročnem času, v začetkih 18. stoletja. Jezus natančno vidi, kako ga bodo vlekli za brado, kolikokrat ga bodo udarili v obraz, koliko udarcev z bičem bo dobil, kolikokrat ga bodo z nogami tepli, koliko ran bo imel na telesu, povsod seveda zraven točno število. In o tem sledijo besede o obsodbi, o bičanju, kronanju, strnjevo krono. Vrhunec je sklepni del, to je pravzaprav, bi rekel, središče te pridige, vrhunec. Pridigar namreč poslušalcem pokaže razpelo križanega. Noter v pridigi celo piše, je režijska opomba, tukaj pokaži križanega. In potem povzame, križanega ima v roki in potem takole. Poglej zdaj Gospoda na tem svetem križu, poglej tega nebeškega zmagovalca, poglej tvojega vsega ranjenega in krvavega in razmesarjenega. Poglej na tem križu zaradi tebe in tvojih grehov, zaradi tebe in tvojega večnega zveličanja, mrtvega Jezusa. Poglej njegovo sveto glavo so razbodeno, poglej njegovo sveto obličje, vse krvavo in zapluvano, njegove svete roke in noge z žeblji pribito. Poglej to sveto mrtvo truplo, vse raztrgano, raztepeno, prebičano, razmesarjeno. Poglej njegovo ljubeče srce, ranjeno in prebodeno in reci, jaz sem srečnež, jaz sem vzrok tvojih ran in tvoje smrti, moj usmiljeni Jezus. S kesanjem srcem priznavam, da sem jaz kriv tvoje nedolžne smrti, k tebi se obračam, nebeški Oče, in molim. Ko mi poslušamo te pridige, ta vabila, nam je seveda hitro jasno, zelo evidentno je to namreč, da te pridige temeljijo vse po vrsti, temeljijo na Svetem pismu, tako stare kot nove zaveze. Mimogrede je treba poudariti, da so Patri Kapucini, red je nastal v 16. stoletju, 1528 potrjen, malo zdaj Tridentinski koncil, ki močno poudarja študij Svetega pisma in veliko govori tudi o znanjevanju Božje besede, torej o pridiganju, in poudarja bibličnost pridige. Pridiga naj bo oznanjevanje Božje besede. Tu imam navedenih par takih misli, ki so nekje pravzaprav ves čas v ozadju. Sploh če pomislimo na tole pridigo ob procesiji na Veliki petek. Izaija, on je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Ali pa Pavel Kološanom. Bog je namreč hotel, da se je v njem naselila vsa polnost in da je po njem spravil sabo vse stvarstvo, se je s krvjo svojega križa, se pravi po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih. Po krvi križa, po krvi Kristusovi krvi, priliti na križu, prihaja sprava, mir z Bogom, mir na zemlji. Efežanom pravi, on je naš mir, ki iz obeh razdeljenih ljudi med sabo napravil eno, s tem je podrl steno pregrade. To je sovraštvo. In spomnimo še na velikonočni dan,
ko se Jezus prikaže apostolom, kako Janez to pripoveduje, ko Jezus vstopi v prostor, kjer so bivali, pri zaklenjenih vratih in pozdravi, mir vam bodi. Učenci so se razveselili. Tedaj jim je Jezus spet rekel, mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošljem. In potem jim izroči ta zakrament, poglejte, prejmite Svetega Duha, kateri greh odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Prvi velikonočni dar Jezusa učencem, mir. Mir učencem. In potem po odpuščanju greha tudi mir vsem ljudem, mir v duši človeka. In zanimivo, gledajte, kako so napisali v svoja redovna pravila patri kapucini glede oznanjevanja. Gotovo zelo pomenljivi poudarki. Med drugim takole pravijo. K oznanjevanju golega in ponižnega Kristusa na križu nikakor ne spadajo visoko zveneče in izumetričene besede, ampak preprosta, jasna, skromna, iskrena, pa zato nič manj božanska govorica. Pridigarji najemajo za zgled apostola Pavla, izbrano posodo, ki ni prihajal med ljudi z vzvišenostjo človeške zgovornosti, ampak jo oznanjajo z močjo duha. Pa to jih tudi opominjamo, naj se popolnoma izroči Kristusu, naj si odrešenika vtisnejo v svoja srca, da bo pravzaprav on tisti, ki bo iz njih svoje ljubezni govoril. Ne le po njihovih besedah, ampak še bolj po njihovem življenju. Konstitucije so redovno pravilo, vodilo, so potem vedno ustvarjale temeljito pripravo na pridige, v ozadju naj bo molitev, meditacija, premišljevanje Svetega pisma. Vsekakor mora biti ves čas vsako oznanjevanje res oznanjevanje Kristusa. Pa poglejmo nekatere zunanje okoliščine tega pasijona, ki ga imamo zdaj pred seboj. Leta 1683, praktično 2-3 desetletja pred začetkom pasijona v Škofji Loki. Ogromna turška vojska, okrog 250.000 vojakov, oblega Dunaj. Če bi mesto padlo, bi takrat pravzaprav bila pot odprta Turkom v Evropo. In je ta bitka seveda še kako odmevila med ljudmi. Na Slovenskem je zelo zanimivo, so bili ljudje tukaj dobro seznanjeni s tem pohodom. Recimo, v neki meri bi rekel zelo neposredno. Tu skozi naše kraje je namreč hodil kar nekajkrat papežev diplomat, leteči minister za takratne čase. To je bil kapucinski pater Marko iz Avijana, stalna povezava med Rimom, papežem in pa Dunajem, dunajskimi oblastniki. Valvazor lepo piše o njem. Piše, kako je prišel v Ljubljano, recimo, jasno, da vse peš, kolikor so ga tudi prepeljali. Recimo, ko je prišel do Vrhnike, so ga čakali s čolnom in potem po Ljubljanci pripeljali v Ljubljano. In potem Valvazor opisuje, kako je, kakšen sprejem je bil v Ljubljani, tamle pred magistratom je tako bilo zabasano take množice, da so vojaki s ulicami potem morali delati krast, da je lahko pater prišel od Drotovža pa noter v stolnico. V stolnici tako nabasano se, da so klopi polomili. Prav to Valvazor očitno v živo doživljal in to opisuje. On je tudi potem pripovedoval, kot očividec, kaj se dogaja na Dunaju, je pripovedoval tukaj v Ljubljani, tudi recimo konkretno slovitemu pridigarju patru Janezu Svetokriškemu, in Svetokriški nam je to posredoval v nekaterih pridigah. Pridiga Svetokriški v par pridigah zelo neposredno govori o tej
o tej vojni, o dogajanju na Dunaju. In potem, recimo, ko Pridigar, tu mislim zdaj na Janeza Svetokriškega, govori o turški nevarnosti, o obleganju Dunaja in potem se sprašuje, kaj je v ozadju. Pravi, da poudarja, da je pohod tudi kazen za naše grehe. In šteje, poglejte. Gospoda proti vsej pravici odira kmete in jih tira v revščino. Tako, to so besede Svetokriškega. Zato so Turki toliko mest zavzeli. Sodnikom je pomembnejša podkupnina kakor pravica. Vzrok, da so Turki toliko ljudi v služnost odpeljali. Trgovci goljufajo kupce. Vzrok, da so Turki toliko dežel izropali. Mladi ljudje na Boga pozabljajo. Vzrok, da so Turki toliko ljudi pobili. Ženske peršone dajo moškim priložnost, da se 6. zapoved prelomi. Vzrok, da Bog nas vse z vojsko štrajfa. In tako naprej. In potem Pridigar sklepa, trdno upam, da bodo naši postali tako močni, da bo en sam, zdaj kar gleda na Dunaj, na obleganje mesta, tako močni bodo, da bo en sam 10 Turkov premagal, kot jaz, kot vas vidim, da jih vi podpirate z najmočnejšim orodjem, z molitvijo. Dokler mi molimo za Dunaj, smemo trdno upati, da bo Božja moč odgnala Turke od mesta. Potem še druga taka zunanja okoliščina. Turška nevarnost je bila vendarle kolikor toliko oddaljena od naših krajev. Predvsej bliže so bila pa nekatera druga dogajanja. Glejte, prav leta 1713. Na Tolminskem oziroma v Posočju veliki punt. Velika množica kmetov z Posočja se je vzdignila proti Goriški gospodski. To imamo dobro dokumentirano, veliko literature tudi o tem. Najemniška vojska je punt potlačila, sledile so ostre kazni puntarje, več puntarjev obsodili na smrt, jih obglavili. In poglejte še tele povezave. To se je torej kaznovali so potem te puntarje v Gorici. V Gorici so bili obglavljeni oziroma obešeni. Tam je bil doma v predmestju Gorice, v Štandrežu, pater Romuald Marušič, ki je po tem času deloval v Škofji Loki. In je nedvomno, bi rekel, iz prve roke zvedel, kaj se tam dogaja. In dejstvo je, da je punt močno odmeval tudi na loškem ozemlju. In tolminskim odposlancem ni bilo težko pridobiti loških podložnikov za uporniško gibanje. Loški zgodovinarji dobro poznajo, stvari so dokumentirane. Organizatorji, predvsem gre pa potem za loške puntarje, Škofje Loške, organizatorji predvsem iz vrst trdnih guntarjev so uporniška duha razširili po loškem gospodstvu, po obeh dolinah, v Sevški Poljanski. Sestavili so pritožbe in jih odnesli na Dunaj pred cesarjem. To se pritoževali, predvsem seveda zaradi previsokih dajatev. Deputacija na Dunaj sicer ni dosegla nič, ampak in uporniško gibanje je bilo zatrto, ampak glavar je po strahu pred kakšnimi nemiri le odpravil nekatere očitne nepravilnosti. Torej, dve taki zunanji okoliščini, ki sta vabili, govorili o zlu, nemira, upora, vojne in vabili k miru, še posebej k molitvi za mir. Pa poskušajmo priti bližje samemu pasijonu. Zelo značilno je pismo, ohranjeno, tam je noter vdor na pasijon, so tudi nekateri dokumenti
objavljeni. To je namreč pismo iz leta 1713, ko je pater, voditelj procesije, magister procesioni so mu rekli, je pisal okoliškim župnikom in naj oznanijo pasijonsko procesijo. In pravi med drugim takole: višji predstojniki obeh bratovščin, namreč bratovščina Svetega rešnega telesa in iz Škofje Loke in Svetega rožnega venca iz Stare Loke, ti dve sta sklenili, kot piše pater potem v tem vabilu, da se v Škofji Loki vsako leto na veliki petek ob 4 popoldne, če bo Bogu všeč in bo ne bo naklonjeno, pripravi procesijo v čas Gospodovega trpljenja z namenom, da pa bodimo pozorni na te besede, da bi ublažili Božjo jezo, da bi odvrnili kazni za naše grehe in da bi usmiljeni Bog mesto in vso okolico obvaral kuge, lakote in vojne, kakor ga je ohranil toliko let, in da bi ohranil še naprej, zlasti to leto, 1713, ko se sliši o ljudskih uporih in vojnih grožnjah. Tolminski upor, Loški upor, to leto je bilo res zaznamovano z upori in grožnjami. Veliki tolminski upor smo rekli, a ne? In v tem pismu najdemo tudi prvič seznam sodelujočih, namreč vidimo posamezne figure ali podobe, prizore in pa kdo je to prizarjal. Glejte, takole si sledijo. Kdor je, saj kolikor toliko pozna Škofjo Loko in okolico, bo znal postaviti te stvari na svoja mesta. Tu gre namreč za vasi, blizu ali pa tudi nekoliko oddaljeno od Škofje Loke. Prvi prizor predstavlja sprevod bratovščin. Bratovščine so bile takrat številne. In Škofja Loka je bila znana po svojih obrtnikih, različnih obrtnikih. Ti so bili seveda vsi po vrsti združeni, povezani v bratovščine. Kovači, peki, ključavničarji in tako naprej, lončarji in bratovščin, sprevod bratovščin. Druga podoba, raj. Uprizorita vasi, torej vaščani, Reteči in Gorenje vasi. Potem tretji prizor, smrt. Vaščani iz Bitna. Četrti prizor, sveti Hieronim, Tomejo Čez, Gosteče, Pungrt in Kost. Peti prizor, brezmadežno spočetje, Vodešič in Lipica. Šesti prizor, Jeruzalem, zadnje večerje, Zminec in Bodovlje. Sedmi prizor, to je prizor na vozu, Jezus z apostoli. Krvavi pot, Dorfar in Crn grob. Ječa, to je že 9. prizor, vaščani Svetega Duha. 10. prizor, bičanje, pevno in moškrin. 11. kronanje, Stari dvor in Virmaše. 12. prizor, pred Pilatom, Trnje in Vešter. 13. Kristus na križu, Suha in Trata. 14. prizor, Žalostna mati Božja, Binkel in Fara. 15. prizor, Skrinja zaveze, Puštalj in Vincarje. In 16. Božji grob, Gospodje meščani. In potem še nekaj pojasnil sledi zraven. Če pozorno sledimo zapisu razporeda posameznih prizorov in predvsem, katerim osebam so zaupani, zato sem tole tudi prebral, posamezne prizore in kot so, nam je namreč razvidno, da je pater Romuald, ki je bil voditelj procesije, k sodelovanju v tej prireditvi pritegnil mesto in okolico. Za te danje čase je to seveda zelo pomembno. Kaj so meščani, kaj so pa vaščani. Mesto in okolica, ki je bilo gotovo v odmevih puntarskega duha prav iz tega leta do neke mere razdvojeno. Ob procesiji so se ob Kristusovem trpljenju skupaj znašli tržni gruntarji,
ubožnejši kajžari, mestna gosposka, širše razvijeni trgovci, stari in mladi, otroci, berači. To je najrazličnejši. In vsak je bil na svoj način vključen v Jezusov križev pot. Nihče ni mogel preslišati številnih klicev in spodbud k spreobrnenju, življenju, v miru z Bogom, v miru v medsebojnih odnosih. Če so spodbudo za prireditev pasijonskih procesij ponujale zunanje okoliščine, družbene varno smo rekli, tile punti, tolminski punt, potem puntarski duh in dejanski punt v Škofji Loki. Potem je treba poudariti, da so še posebej spodbujali patri, ki so bili v ozadju, v tem primeru patri Kapucini, ki so izhajali iz duhovnosti Frančiška Asiškega. Da bi ljudje namreč ob pogledu na trpečega Jezusa, o besedah angelov, apostolov in drugih, ki so sodelovali pri tej prireditvi, da bi v živo začutili bridkost trpljenja, njegovo odrešenskost in seveda, da bi začutili tudi klic k spreobrnenju. Uvodna kitica, ki jo izreče angel v raju, kratko in razločno pokaže, kako je človek z grehom zapravil srečo in notranjo uravnoteženost, ter zapadel v življenje nenehnega iskanja, negotovosti, strahu, nemirnega beganja, daleč od prvotne spokojnosti. Takole ta angel pravi, to je čisto začetek tega pasijona. Iz paradiža, tega veselega, luštnega kraja, poberita se Adam in Eva, vam angel šraja, zakaj tukaj vas je ta kača močno zapeljala in vas z velikimi nadlogami obdala. Tukaj je samo to prebivališče te nedolžnosti, katero ste vi tukaj skozi greh izgubili. Poberite se tedaj k ti veliki revnosti, v kateri boste noč in dan upili. Nemir, ki zaradi greha, sebičnosti, objestnosti, samozadostnosti, nenehno bega človeka, zelo razločno izrazil pasijono oseba, ki predstavlja pogubljeno dušo. Ko človek gleda ta pasijon, ta pasijonsko procesijo v živo, se nekateri, vsaj kakšen od vas je videl ta pasijon v živo, kaj? In marsikdo potem ugotavlja, da ga je ta duša, pogubljena duša, torej ta oseba, ki to recitira, ki igra pogubljeno dušo in njene besede, da ga je še posebej impresioniralo vse skupaj. Ko človek to posluša, vidi, prav začuti, kakšna tragika je za človeka notranji nemir, ki ga razjeda, ki ga žge, ki mu ne pusti niti trenutka spokojnosti. In ob pogledu na to pogubljeno dušo, gledalec, udeleženec pasijonske procesije, lahko še posebej jasno začuti, kakšen klic hrepenenja po miru v duši je iskreno osebno srečanje s Kristusovim trpljenjem. Takole ta duša tarna. Prekleta ura in čas, kjer sem rojena bila, prekleta pot tista isti gas, kjer me je mati nosila. Boljši bi bilo, da bi se bil na svetu rodil en kamen, kakor en človek, kjer pride živ noter v peklenske jame. Prekleta bodi ta ljubezen, v katere sem se vdala, kjer me je v tako bolezen in umar prepeljala. Preklet bodi od mene vsak greh, kjer sem ga bila storila. Zakaj sem se ga držala za en smeh, ter mu privolila? Zdaj so se meni te oči ali prepozno odprle, ki nimam več v meni moči. Nebesa so se zaprle. O, grešni človek, spremisli prav, da sem k meni ne prideš. Delaj pokuro, ker si zdrav, da kaj smrti ne odideš. V 11. postaji pasijona, ko ima udeležene pred seboj Marijo, mater 7 žalosti, z mrtvim Jezusom v naročju,
Skupaj z apostolom Janezom izreka globoko in iskreno zahvalo Jezusu. In se raduje se blagodejne spokojnosti v duši, veseli se miru, ki ga more dati samo odrešenik. Takole govori apostol Janez pod križem. O moj mojster Jezu Kriste, v višnju ostanejo besede ta iste, rajši hočem življenje pustiti, kakor tebe nikdar ljubiti. Proti tebi moje srce gori, kateri je vžgala tvoja rešna kri. Kateri tebe začne enkrat ljubiti, se ne more več ljubezni ugasiti. Tudi pri meni more goreča ostati, jeno mojim očem srce v tvoje dati. Še samo kratek pogled v začetke pasijonske procesije. Človek se vendarle sprašuje, odkot pasijonska procesija tukaj na Slovenskem. Smo rekli, leta 1713, saj po vse študije tako ugotavljajo, da bi bila v Škofji Loki prvič. Bila je pa že predtem v Ljubljani. Še predtem pa v Pragi, to so zanimiva pot, bi lahko rekli. V Pragi so namreč na Hradčanih so kapucini ustanovili samostan leta 1600. To je bil sveti Lovrenc Brindiški, sloviti pridigar, sloviti poznavalec svetega pisma. In tam so ustanovili bratovščino Kristusovega trpljenja. Papež jo je potrdil 1604. In tam beremo takole. Preteklega leta 1603 je sklenila skupina plemičev in drugih oseb v Pragi, ki so v svojih srcih začutili močno sočutje do našega odrešenika zaradi njegovega krutega trpljenja, posebno zaradi strašnega bičanja, da bodo na veliki petek praznovali kot poseben dan pokore in v spomin trpljenja našega Gospoda, da se bodo bičali do krvi. Po običaju bičarjev bodo oblečeni v bele halje, spremljali jih bodo spokorniki, oblečeni v črne halje, s prižganimi svečami v rokah. Vsi bodo imeli zakrite obraze in o svojih pobožnih čustvih bodo molčali. S to procesijo, tole praško, je bil močno povezan takratni predstojnik praške samostanske družine, ki je pa potem bil prestavljen v Ljubljano. To je bil pater Fortunat. On je pa potem prosil za dovoljenje škofa Hrena in tako so tudi v Ljubljani vzpostavili to procesijo. Ne vemo, kdaj točno, vsekakor med leti 1608 in 1613. Valvazor, spet sem pri Valvazorju, ki je očitno videl to procesijo, pasijonsko procesijo v Ljubljani v živo, v svoji slavi vojvodine Kranjske, takole piše. Da je šla na veliki petek procesija od cerkve svetega Janeza, kapucinska procesija. Ta cerkev je bila in samostan tam, kjer je danes Kongresni trg v Ljubljani. Tisti vodnak tam na Kongresnem trgu, to je stal noter v atriju samostana. Ta samostan so namreč leta 1810 ukinili Francozi. Potem so ga porušili počasi in tam naredili trg, kjer so potem leta 1821, ko je bil v Ljubljani ta sloviti kongres, pa so tudi bili razni vladarji tukaj, kralji, cesarji, ruski car recimo, so imeli potem pa vojaške parade. In to je Kongresni trg. Torej od tam je šla procesija. Pravijo, odtlej imajo na veliki petek vsako leto ta shod, da bi videli ta hod, se zberejo ljudje, ki prebivajo več mil od mesta, a tujci ga hvalijo, da niso skoraj nikjer videli tako lepe, pobožne in dolge procesije. Obhod je ponoči z svetnimi plamenicami in baklami.
Pri tem prikazujejo se Kristusovo trpljenje in razne zgodbe iz stare in nove zaveze. Vse to nesejo in vozijo ali pa kažejo pobožnim gledalcem peš ali na konjih. Pri tem obhodu je tudi mnogo disciplinantov ali flagelantov, ki se sami bičajo, mnogo takih, ki vlečejo velike križe, mnogo puščavnikov in podobnih. Valvazorjev zapis poudari, da gre za izrazito spokorno procesijo. No in tudi, če mi pogledamo Škofjeloško, tole procesijo, Škofjeloški pasijon, hitro zasledimo, da je tudi tukaj veliko število, v procesi sodeluje veliko število spokornikov, o tem piše že Romuald, tukaj prav v tem originalnem zapisu, so zraven tudi režijske pripombe, tudi recimo glede števila teh raznih spokornikov. Če samo povzamem, seznam oblačil za procesijo na Veliki petek našteva med drugim, glejte, velika oblačila za mrtvake, velikih števil za mrtvake, 10 oblačil. Potem za mala oblačila za mrtvake, naj jih bo 5. Za spokornike 118 oblačil, za križenosce 28 oblačil, za puščavnike 22, se pravi, gre tu za 183 oblačil, s katerimi bodo oblekli te različne spokornike. Prav izrazito spokorna procesija. Zadnjič so jo v Škofji Loki izvedli 1767. Kronika za eno leto pred tem 68 piše, namreč samostanska kronika za eno leto potem piše procesijo, ki od leta 1791 na Veliki petek predstavi Gospodovo trpljenje in je bilo zanje že vse pripravljeno, je preuzvišeni nadškof Goriški ob koncu postnega časa prepovedal in jo odpravil. To je bil Mihajl Atems, on je namreč želel reformirati celotno nadškofijo, Škofja Loka je takrat spadala pod Goriško nadškofijo, je hotel temeljito reformirati in v to reformo je spadala tudi obnova, prenova verskega življenja, verske prakse. Takrat so odstranjali mnoge stvari, ki so bile izrazito baročne, predvsem še posebej, bi rekel, čustvena podlaga marsikje. V spredje stopa ideja racionalizma, razsvetljenstvo je v ozadju, tako da se marsikaj umakne in tako se morala umakniti tudi ta procesija. V 20. stoletju so se zvrstile nekatere odrske prireditve, v Trstu, v Kranju, delno tudi v Škofji Loki, no potem pa 1999 z režiserjem Marjanom Kokaljem so pa spet v Škofji Loki predstavili, uprizorili tako procesijsko obliko. Potem je bila še 2000, 2009 in 2015 tudi, 2015, 21. je odpadla zaradi COVID epidemije, kdaj bo zdaj spet, se niti ne ve. Jaz sem bil tudi ves čas v temle strokovnem odboru za pripravo te procesije in ko smo pripravili že tole za 21, ko smo videli, da priprave zaradi te epidemije ne bodo prišle, ko smo rekli, pa to odložimo in zaenkrat je odloženo. Je pa tisto, kar je pomembno, odloku Škofjeloške občine rečeno, odloku o pasijonu rečeno, da ga Škofja Loka, torej občina, da organizira vsakih 6 ali vsakih 7 let. To spada zraven, ne glede na to, kakšne bojo razmere, ali bo občinska oblast te ali one barve, ni odvisno, to je zadeva Škofje Loke. To ostaja. Utrajen spomin na pasijon so maja 21 v Škofji Loki na Mestnem trgu odkrili spominsko obeležje. V tlak, tam na Mestnem trgu, so vpisane besede iz pasijona,
ki v najbolj strnjeni obliki povzemajo njegove vsebine in so bi lahko rekli logično nadaljevanje tistih besed, ki jih je pred pasijonsko procesijo leta 1722 izrekel prej omenjeni, na začetku omenjeni pater Ferdinand. Takrat smo rekli, vzame razpelo v roke, takole ga pokaže množici in zakliče: poglej torej ta sveti križ, poglej svojega ranjenega in krvavega Kristusa. Poglej na tem križu, za voljo tebe in tvojih grehov, za voljo tvojega zveličanja mrtvega Jezusa in tako naprej. Ta pridigarjev klic se kot refren v različnih oblikah pojavlja skozi celotno pasijonsko procesijo. V 5. podobi, to je podoba krvavega pota, mimogrede tudi število teh podob ali prizorov se je tudi spreminjalo, ni bilo vsako leto enako. Torej v 5. podobi slišimo: ah, človek, prav tvojega odrešenika pomisli, ter njegovi krvavi pot k tvojemu srcu pritisni. V 6. podobi, ki govori o bičanju, vsej množici, ki spremlja Kristusa na njegovi poti, angel spregovori: poglej, kaj tvojega odrešenika košta tvoja dušica. Spomni se na njegovo gajžljanje, kako se on vica. V 7. podobi: o grešnik, spremisli tvojih grehov ostudnost, ter poglej na tvojega odrešenika pohlevnost. Hitro lahko zaznamo, da se v teh klicih soočata dva poudarka. Pred seboj imamo človeka, ki v svoji slabotnosti tako hitro podlega pritiskom hudobnega duha, in imamo pred seboj Kristusa, ki s svojim trpljenjem in smrtjo na križu odrešuje človeka. Povezovalni element spodbuda človeku, naj se ozira na Kristusa, katerega trpljenje je odrešujoče. Človeka dviga iz njegove nebogljenosti in mu daje oporo za poboljšanje. Podobo trpljenja spremljajo številni spokorniki, ki pričajo, da jih je odrešenikova ljubezen nagnila k pokori, vabijo k spreobrnenju. Slišimo torej skozi cel pasijon klice, ki se kot refren v različnih oblikah ponavlja skozi celotno procesijo. O grešni, poglej tudi ti. Marsikdo, ki danes posluša besedilo pasijona, morda celo dobrohotno prikima: ti klici, ja, ta vabila za čas pred 300 leti, seveda niso nič posebnega, sovpadajo s tem časom, sovpadajo z baročnim okoljem in je po tej plati vse seveda razumljivo, sprejemljivo. Ampak v 21. stoletju, ali to še spada? Kako to zveni današnjemu človeku? Pater Romuald je zapisal ta pasijon. Je brez slehernega sprenevedanja spregovoril o grehu in njegovih posledicah na način, primeren njegovemu času. Danes, ko se marsikdo tolaži, solaži sebe in pa še druge s tisto frazo: saj greha ni, ali pa to poumno pojasnjuje, da je pač to srednjeveška miselnost. Danes bi pater Romuald prav gotovo s pravo pasijonsko ostrino poudaril, da je na primer pehanje človeka v revščino, goljufivo kopičenje bogastva na račun slabo plačanih delavcev, brezbrižno za stisko mladih ljudi, brezčutno za ostarelega človeka, zelena nevošljivost in ubijajoče obrekovanje ter podobno, ne le greh, ampak v nebo vpijoči greh. In to nas v naši ljubi samostojni Sloveniji še kako tepe, ti grehi. In zato v prizorih Kristovega trpljenja nenehno Kristus vabi človeka, svojega in našega časa. Pater Romuald namreč, voditelj te procesije, vabi k pokori, k poboljšanju, v drugačno človeka dostojno življenje. Iz tega tudi razločno izhaja, da škofjeloški pasijon nikakor ni zgolj zgodba o trpljenju, še manj poveličevanje trpljenja,
ampak skuša prepričati človeka, da Jezusovo in človekovo trpljenje pot v notranjo osvobojenost, odrešenje. Pot torej nemalokrat kamnita in strma, ki pa je jasno naravnana na cilj. Kako zgovorne so besede, ki jih v 10. podobi, to je Kristus na križu, spregovori oseba, ki predstavlja Evropo. Takole pravi: jaz sem skozi mrtve tvoje vzel odrešene moje, zato kene hvale, da našen dan moje srce k tebi voljno čez dam. Prosim, skozi tvojo mrtvo, njeno sveto kri, moje podložne pod tvojo brambo skri, da bodo tebe iz srca ljubili, njeno enkrat te nebesa zaslužili. In prav tako smo spet pri našem osrednjem vzkliku, ki je tudi zapisan v tlaku na Mestnem trgu v Škofji Loki. Ah, človek, prav tvojega odrešenika pomisli. In ta zapis povzema delo odrešenika in človeka na poti odrešenja, ki mu je cilj vstajenje, odrešenikovo in človekovo. Mar ne izražata te povzemajoče misli najprimerneje prav velikonočna hvalnica Aleluja. To Aleluja je zapel neznani umetnik Marko Fink ob odkritju pasijonskega obeležja v Škofji Loki maja pred 2 letoma. Hvala lepa.